Lepo pozdravljeni na današnjem dogodku posvečenem mlademu Peresu. Sej zagotovo ne bom sam na odru, ampak 7 pisateljev, pisateljic, kritikov in kritičark, ki pri tem sodelujejo, nekako še niso čisto prepričani, kakšen sedežni red bi določili. In ta uvod, ki ga zdaj delam, ta metafikcijski uvod, bo imel še neke odmeve, tako v delu njihovem, v tekstih, ki se jih bomo, upam, da dotaknili, kot tudi v tem, da očitno se pravzaprav tudi oni med sabo še ne poznajo. Okay? Zato jih prosim, da to, ki ti je najbolj všeč, okay, tako na moji levi, Gal. Ja, ne samo, da se oni ne poznajo med sabo, tudi jaz jih pravzaprav še ne poznam, oziroma sem jih šele danes poznal. Zato vabim na oder Dominika. Evo ga. Ok, na moji levi ob Galu Dominik. Na oder vabim Jaro. Na moji levi Jara. Na oder vabim Laro Nijo. Še sreča na moji desni, Lara Nija. Na oder vabim Dorotejo. Na moji desni Doroteja, zdravo. In še zadnjo, Ivo. Iva, pridi. 200 še? 200, ok, pardon, ok. Čakaj. Ok, na moji skrajni levi Iva. Dobro, potem pa imamo še Dorotejo. Kje pa je Doroteja? Ne, Doroteja že. Koga še imamo? Manco še imamo. Na skrajni desni Manca. Ja, ok. Dobro, gotovo se bomo še malo lovili z imeni. No. Jaz sem Andrej, mogoče veste, če ne, veste zdaj. Mi se bomo pa probali čim bolj sproščeno pogovarjati, pa ne sekiramo se preveč glede imen. Jaz sem v tem bolj slab, vi ste mogoče malo boljši. Ampak v nekem smislu me je navdušilo in naj bo to mogoče res prvo vprašanje, da se pravzaprav še niste poznali. Ko ste bili prvi 3 tukaj, sem se začel jaz nekaj tako sramežljivo z vami rokovati, samo jaz sem Andrej, Potem pa vidim več, ko vas je bilo, ste se začeli še med sabo rokovati in spoznavati in tako pač, jaz sem Gal, in tako naprej. In se mi je zdelo v bistvu super, da projekt Mlado pero, ki ga soorganizirata Mesto literature in časopisna hiša Delo že nekaj let, dejansko učinkuje na ta način, da ima neko da ima ta učinek grajenja skupnosti. In tu je zdaj neka skupnost, del te širše skupnosti je tudi v publiki, ki se danes pravzaprav prvič srečala. Tako da prvo vprašanje je, kaj vam pomeni biti del tega projekta, kaj vam pomeni, da ste danes tukaj vsi skupaj na odru? Improviziramo tako, da kdor prvi vzame mikrofon, prvi odgovori. Mislim pa, da ima vsak svojega, res? In vsi delujejo. Ok. Zbiramo misli. Ja, to je ful nehvaležno v bistvu. Evo ga. Da moraš, ne sej. Po moje, za vsega od nas, obviously, smo večinoma nepoznani širši javnosti in en drugmu, tako rekoč. Neka priložnost, oziroma ne priložnost, ampak potrditev, da je tvoje delo prišlo nekam, to je ta prva stvar, in da mogoče ni čist kar nekaj. Tako da ja, neki, samozavest. Tako da, to. Ok, super. Se kdo s tem strinja, se kdo ful ne strinja? Jaz se zelo strinjam, pa veliko lažje je tudi raznim dedkom, babicam, mamicam, očkatom, a ne pokazati članek v Delu, lej mami, dejansko nekaj delam, ne samo zabušavam kot umetnica, tako da to. Ok, imate vsi ta občutek, tudi to pod vprašanje, ampak dajmo kar.
po vrsti. Ja, Okay. definitivno je točen ta občutek, da si tako članek v delu, to nekaj je, mami, glej, ne stagniram. Ja, pa ne pozab na honorar. Okay. Pičev honorar, ampak je. Nekaj. Ok, se pravi, ne samo res nekaj delam, še plačan sem za to. Okay. Tako. Pa bi rekel, da je tudi mogoče kakšna naslednja stopnička v kariernem razvoju, če lahko nekako na to gledamo. Delno exposure, delno nabiranje izkušenj, delno pa bi rekel, da mogoče tudi zabava. Tako. Ja, zame je bila to v bistvu prva priložnost za pisanje literarne kritike, ker sem se prej ukvarjala samo z filmsko kritiko, ampak zdaj, ko je bilo to pač objavljeno v delu in pač je to taka dobra stvar za CV, sem se tudi pogumila, da lahko še naprej se tudi več, tudi z literarno, ne samo s filmsko kritiko ukvarjam. Ker v filmski kritiki se tako domače počutim pa suvereno, v literarni ne toliko zelo še, ampak ja, mi je to veliko pomenilo, ta izkušnja. Zdaj sem imela tisto grozno stvar, nekaj za na CV. Ne? To je tudi del našega druženja in našega pogovarjanja pravzaprav. Ne? To, da se tu res nekaj začenja, da upamo, da se s tem nekaj začenja in kaj to pravzaprav pomeni za vas, za poslušalce, za bralce, tudi za starše, ne nazadnje, kot ste že omenili. Ima še kdo izkušnjo s tem, da je to treba pokazati staršem, babicam, stricam, tetam? Mislim, članek je še zmeraj doma na moji mizi v Kranju in vsakeč, ko pridem na obisk, so tako, A si ga v okviru? Ja, sem hotel vprašati. Nisem ga v okviru, sem ga pa hotel, samo okvirja še nimam. Tako da to je ta glaven problem. Kad dobim honorar, ki si rekel honorar prejle, grem po okvir. Ta prva stvar. Mene pa v bistvu malo zoprno, ker jaz v bistvu se narad hvalim s svojimi dosežki, ker prideš domov, poješ staršem, ja, jaz sem pa tle nekaj izdal, pa tako, Dominik je nekaj izdal, dej pokaž, dajmo se okoli zbrati. Mene je mogoče to malo zoprno. Sicer sem vesel, da se lahko malo poveselimo, da mali Domen je nekaj izdal in to v resni publikaciji mimogrede. No, Naš Domen je pa pisatelj. Ne? Pisatelj, ja. Kako se pa počutite ob tem, pač ti si zdaj pisatelj, ti si dramatičarka, ti si kritičarka, kako se vam to zdi? Se sploh s tem identificirate? Ja, jaz se zelo s tem identificiram, torej s tem, da sem kritičarka, zdaj, ker je tudi neke vrste upravičilo za to, da vsako stvar, ki jo komentiraš, da imaš pač, pač Iva je pa kritičarka, ona pa filme gleda, ona pa bere in pač torej njeno mnenje nekaj velja, ampak ne samo zaradi tega, ampak tudi zato, ker se mi zdi, da je pač ta zvrst, skozi katero se najlažje izrazim in pač sem to razmišljanje o umetnosti, kjerkoli že, je pač res tisto, kar me najbolj veseli. Tako da ja, je pač neko upravičilo za pač konstantno komentiranje stvari, po drugi strani pa tudi to, da pač ja, me to najbolj osrečuje. Kaj pa tisti očitek, on je skozi v sobi in sam bere? Ona je samo v sobi in skozi bere? Recimo, ja. Jaz sem si rekla, preden sem diplomirala, da ko bom imela pa enkrat diplomo in bom imela papir, ki dokazuje, jaz sem dramatičarka, potem mi bo udobno si reči dramatičarka. In potem sem si rekla, ko bom imela magisterij in bom imela še en papir, ki dokazuje, da sem dramatičarka, potem mi bo udobno sama sebi reči dramatičarka. In zdaj imam magisterij in so moje drame objavljene. In še vedno se počutim ful pretenciozna, ko sama sebi rečem dramatičarka. Tako da ne vem, kdaj bo to prišlo, če bo kdaj, ampak zaenkrat še ne. Imate drugi podobne občutke? Ali ste zdaj že pač pesniki, pisatelji, s to prvo objavo, to je to? Zdaj gre sem še navzdol. Jaz sem to začel klejmati kot naziv izdajo zbirke. Prej niti nisem tega hotel, zato ker moja poezija je ful, kar rečem, dokumentaristična in marsikdo to ima pač ne bi rekel poezija. Hkrati pa to, da sem pesnik fin, ko bi temu rekel argument oziroma izgovor, da lahko več spijem, kakor bi sicer, pa ni problem to.
Tako da zdaj stojim za tem, prej pa nisem niti hotel. Ne? Nisem izdelal fair, mislim pesnik, trudim se nekaj, zdaj pa če to pride nekam, mogoče si lahko tudi to dovolim reči. Pa odvisen, koliko si samozavesten ali kaj. Mogoče lahko izdaš eno pesmico in si tako pesnik sam. Je cool, mislim fair, zakaj pa ne, sej, a veš. To. Če na takem vodu pa nič ne rečem, pomeni, no kaj pa drugi? Meni se zdi mogoče lih nasprotno tudi od tega, kar je Iva rekla, da si pa težko rečem kritičarka, ker je tudi do te izkušnje mladega Perisa tako naključno prišlo, v bistvu bi se mogla Sašo Poljareviču iz Cankarjeve založbe zahvaliti, ker me je peljal na ITN festivalu do Pije in je bil tako, a bi pisala mlado pero. Sam zaradi tega, ker ker so se pogovarjali o tem, da je treba spodbujati tudi neko kritiško pisanje v Sloveniji in da manjka to in potem je spet druga konotacija tega, zakaj manjka kritiško pisanje, dovolj prostora za to, dovolj financiranja za to, ampak ne bi rekla sem kritičarka, ker me cel spekter tega zanima, se mi pa zdijo itak take priložnosti na vsak način neko poglabljanje gledanja na umetnost. Ok, Manca, ti si nekje direktno izpostavljal vprašanje, kaj sploh lahko danes počne mlada dramaturginja, kar me je seveda spomnilo na mlade kritičarke, kar je bilo pred zdaj že kar nekaj leti nek manjši literarni škandal, recimo temu. In tudi naprej, kaj pravzaprav sploh mi, v smislu mladi, vi mladi, počnemo tukaj, ne? Pač kaj, kdo sploh smo, mislim, kje smo se znašli, zdaj sem pač pesnik, ok, kje je moje mesto, zdaj sem dramaturginja, kaj naj počnem, zdaj sem kritičarka, kaj zdaj, ne? Ti si to direktno nagovarjala v svojem projektu Dramakurbija, ne, če se ne motim? Okay. Poveš moče kaj več o tem in ali si našla kakšne odgovore? O Dramakurbiji. S sošolko Heleno Šukljan sva se spraševali točno to, kaj zdaj, kdo sva. Bili sva malo pred diplomo iz dramaturgije in še vedno nihče v najinih razširjenih družinah ne vedel, kaj je dramaturginja in še vedno nisva vedeli, kaj ne bi midve delali z lifeom. In prišli sva ravno iz enega groznega procesa, v katerem sva se obe imeli grozno in sva ga mogla predelati. In tako sva si rekla, ok, ga bova midve predelale skozi predstavo. In sva naredila predstavo o tem, kaj je biti mlada dramaturginja. In ne, nisva našli odgovora. Eden od odgovorov je mogoče, zakaj pa ne. Drugi odgovor je mogoče, mislim, a ni tako, da nobeden od nas ne ve, zato pa pišemo. Da bi mogoče zvedeli. To mogoče. A ste se drugi spraševali podobno? Ste drugi našli odgovor na to, kaj sploh počnem tukaj? Ja, meni se mogoče zdi, da pač je najlažje se ne poimenovati. Pač zato, ker se mi zdi, da me to samo zapira, pol pa če nisi nič, pa si lahko pač ne delaš karkoli. Pač v tvojem primeru ne, je to malo drugače, ker je zdaj pač poklic, ampak dokler imaš pač možnost pač ali pisati kritike, ne, whatever, da se pač vsega lotiš, pa ne vem, se mi zdi, da se brez veze obremenjevati s tem, no, pač s tem samo nadzivom, ker se mi zdi, da pač ti nič, no, date v neko skupino, ne vem, pač pa ta pesniški community, ki je pri nas ziher, pač ti pomaga, ampak hkrati se mi pa zdi, da pač je, ne vem, da na vsako stvar pač tako gledaš kot pač samo posebej projekt, ne, pa nimaš pol neke te tudi nekega pritiska, da bi zdaj, ne vem, da ti v nekem obdobju pač ne gre, pa da se zdaj pač frustracijo spusti zaradi tega, ampak samo pač, greš v drugo smer, pa je mogoče, mislim, meni to ful pomaga, no. Ok, to se mi zdi ful dobro, da take oznake po eni strani ne jemlješ zlahka, po drugi strani pa da se tudi zavedamo, da je lahko omejujoča.
Mimo grede, a tisti, ki ste študirali primerjalno, ste se naučili svoje starše in razširjeno družino, da se reče primerjalni književnik, ko to zaključiš? Ne. Ne, ok. Mislim, za njih je še zmeraj vprašanje vedno, kaj primerjaš. Ok, mislim, dolgo pot imamo še pred sabo, očitno. Dobro, zdaj omenila si, mimo grede smo omenili torej ta community, ne? Zdaj, a se čutite del nekega communityja? Čutite to? Mislim, to sem že v začetku nekako hotel na to malo speljati, glede na to, da vi ste community, pa hkrati še niste, ker se zares niste poznali. Ampak tako spet vprašanje za vsakega posebej bi so, ali čutite pripadnost kakršnikoli skupnosti? Po možnosti literarni, če ja? Zdaj, če v 3 sekundah niče ne odgovori, je odgovor ne. Ja, lahko jaz začnem, ker sem tukaj na robu. Se čutim tako, da pripadam, ne vem, kritiški ali pa mladi kritiški skupnosti, sploh zato, ker se pač družim z ljudmi, ki se tudi s tem ukvarjajo, kar mi je res tako ogromna spodbuda, ker gledam, kaj pač drugi prijatelji počnejo in pišejo v literaturi, pa pišejo za Koridor, pa pišejo tam, pa pač objavljajo ves čas. In tudi to, koliko pač veliko umetnosti konzumirajo, torej ne samo pač literature, ampak tudi pač film, glasbo, pač karkoli že. In potem pač že te pogovori z njimi so pač ful spodbudni. Potem, ja, kad ti tudi oni povejo, ti dajo nek dober feedback v smislu, to ti gre dober, ne vem, dej to probi in vse to pač je res nekaj, kar je neprecenljivo zame. Zato tudi recimo se, ne vem, toliko zelo identificiram s to oznako kritičarka, ker pač se identificiram tudi s temi prijatelji in je potem to pač, ja, taka, ne vem, tudi lepa, čistja prijateljska stvar. Zdi se mi super, da vedno znova omenjamo Koridor in da je to torej res neka platforma, ki dejansko uspeva vedno znova predstavljati neko sidrišče in ustvarjati to skupnost. Ima še kdo podobno izkušnjo? Gotovo še kdo sodeluje s Koridorjem? Vem, da sodelujete. Tukaj. Jaz sodelujem kot literarni kritik pri Koridorju in občasno pisec na področju literature. Jaz bi žal rekel, da se počutim bolj kot outsider mislim, jaz se v vsaki skupini počutim malo kot outsider, ker pač sem take vrste človek, niti ne tako socialen, bi rekel. No, ampak je pa to, da si outsider v tem smislu, je prekletstvo, ampak bi rekel, da je tudi neke vrste blagoslov, zato ker si lahko dovoliš nekatere stvari, ki morda niso v skladu z družbenimi normami, si lahko mogoče malo več dovoliš. S tem misliš, da si malo več časa vzameš za branje ali kaj drugega? Mogoče malo preveč tičim v knjigah. Ko praviš outsider, so kritiki že sami po sebi outsideri v primerjavi s pesniki, ki jih mrgoli kritikov, pa je malenkost manj, ampak še vedno kar nekaj? No, jaz težko ocenim, a so outsideri ali ne. Mogoče ima to kaj povezave s tem, koliko so priljubljeni ali... Jaz bi težko ocenil, jaz ne vem. Ali so kritiki po tvojem mnenju priljubljeni? No, odvisno, kakšne vrste kritiki so. Naštej 3 vrste kritikov. Ta prijasni pa ta zlobni. Okay. V katero vrsto profesionalni pa neprofesionalni. Jaz bi rekel, da sem recimo profesionalen, jaz sem zdaj vesel, da mimogrede, danes bi morala biti Lara Gobec tudi z nami, jaz sem recenziral njeno zbirko in jaz bi rekel, da sem malo vesel, da je ni danes zraven. Zloben kritik. Ne morem si pomagati. Ni prvič, da sem bil ob branju kritik objavljenih v Mladem Peresu malenkost presenečen nad drznostjo posameznih tekstov, še posebej zato, ker sem v začetku zmotno, naivno razmišljal, ja, saj ti ljudje se poznajo, kako zdaj pač on to tako piše o nekom, pač ja, prvič vidim, ne poznajo se, ne poznate se, okej.
Drugič, nisem mogoče pomislil, da je taka kritika dejansko priložnost za to, da resno zagrabiš, da napišeš resen tekst, da ni to nek hec, da ni to neka prijateljska pohvala, ampak pač profesionalna kritika, kot praviš. Ne? Ampak vseeno, kakšni pomisleki, zadržki, mogoče se ti kdaj zazdelo, ok, po tej kritiki te osebe nikoli več ne bom smel srečati na ulici ali kaj? Takega občutka, ja, pravzaprav sem imel že en tak občutek. Recenziral sem eno zbirko kratkih zgodb, ene prijateljice v smislu, da sva enkrat sodelovala na literarni delavnici in jaz sem bil res razočaran na tisto zbirko in sem se skušal lepo besediti, ampak se mi zdel, po tistem to je mimogrede dobro pravilo, ne recenzirati knjig vaših znancev pa prijateljev, ker če vam slučajno ni všeč, se boste morali malo pojasnevati. Tako da jaz imam tako pravilo, da ne recenziram zbirk prijateljev pa znancev. No, v tem primeru pomaga biti outsider in ja, lahko, ja. čim manj prijateljev, tem boljše. No, okay. Prijateljev izven literarnih krogov. No, se to, hočem reči, pač šalo na stran, ampak ja, seveda. Pri nas prej slej seveda vsi se spoznajo, vsi se srečajo na enem odru, na dveh, v publiki, na odru, kjerkoli. Težko se je dejansko izogniti skupnosti. Hočeš, nočeš, si nekak njen del. Ne? Meni se zdi pa ravno to pomembno, da se mi zdi, da mogoče lik zato, ker je tako majhen slovenski prostor, je problem v tem, da ne znamo ločevati včasih osebnega življenja od kritičarstva, ker kritika se mi ne zdi neka vrednostna sodba, sploh je neko odpiranje vprašanj in tem in raziskovanja tega, kaj delo ponudi. Mislim, tudi živimo v pač postmodernizmu in že v tem kontekstu tega, da je bralec pač pol knjige, da delo mogoče živi neodvisno od avtorja, se mi zdi ne na mestu, da bi enačili eno z drugim. Zato so ravno pogumne kritike mogoče tako pomembne. In to, da imaš kjerkoli kritiškem prostoru že pišeš to zaledje tega, da ti je dovoljeno in je v redu, da odpiraš vedno neka nova vprašanja. Zato sploh kritika obstaja. Ja, lahko še z druge strani se odzovem na to. Pač jaz nočem biti kritičarka, točno gledališka kritičarka, točno zaradi tega, ker se vsi poznamo in nočem biti to, ampak pogumni ste vsi, ki hočete biti in vas občudujem. Ampak pač kot avtorica, mislim, zato so mi toliko pomembne pogumne kritike in zato tudi hvala Jara, ki si mene recenzirala, da si me tudi majčkan okrcala tam, kjer je bilo treba. Pač se ne bomo izboljšali, če se sam hvalimo med sabo. A ni boljš, da si povemo stvari konstruktivno, da lahko potem delamo dalje? Ja, ne vem, če mi dela mikrofon. Dela? Ja. Jaz bi tudi rekla, da se s kritiko ravno tako izpostaviš na nek način, da nisi v nekem zaledju, ampak da se tudi tehta tvoje utemeljitve in argumente in je to potem spet si ravno tako ocenjevan. Ja. Zdaj, omenili smo še eno stvar, ki me zelo intrigira in sicer koliko daš sebe v svoje tekste, bodi si kritiške, bodi si pesniške, dramske, karkoli. Zdi se mi, da je to tematika, s katero se nekateri bolj direktno ukvarjate, nekateri bolj posredno, ampak vseeno, čisto za začetek pa čisto preprosto, koliko sebe date v svoje tekste? Je celega, mislim. Bravo, še s fotkami, ne? Še s fotkami. Čim manj. Čim manj, evo, okej. Jaz tudi celo sebe najraje še kar na oder zraven. Evo, to pa od vseh pričakujem odgovor.
Ja, verjetno celega, ne. Saj mislim, nimam neke druge opcije, ne morem dati nekoga, mislim, ne vem, jaz sploh ne, mislim, vedno gre pač ne preko mene, tako da bi rekla, da vedno 100%, ja, tudi če se probam odmakniti, ampak mislim, itak, ko je končano, se mi zdi, da pol pride ta odmik v samem delu, pa pač, saj ne morem, da ne bi, Bi pa rekel, da je, če daš preveč sebe, not je ta nevarnost, da bralci potem enačijo literarnega tebe in dejanskega tebe. Se je zgodilo že večkrat v naši književnosti, da so ljudje enačili eno in drugo. Meni pa s tem nič ni narobe. Meni pa to v bistvu še boljš, če se to dogaja in mi je v bistvu izraz autofikcija, v bistvu sem probal dati stran fikcijo in biti sam avto. Bip, bip. Okay. Pač jaz se ti zelo pridružujem v tem, moja cela javna persona je performance in tako imam najrajš. In naj nihče, prosim, lepo ne ve, kje se performance konča in jaz začnem in kje je meja. Prosim. Okay, to je tudi v tvojih tekstih dejansko že upisano. Namreč avtorica se pojavlja, ona nastopa. Jaz sem se seveda zelo zadrževal in trudil, da tega ne bi bral kot avtorico in sem si mislil, pa saj to sem fora, ampak zdaj mi nekako rušiš ta moj sistem, ta leta na primerjalni književnosti, pač avtor ni pripovedovalec, je. Sej pravim, nikoli ne bo nihče vedel, kje sem jaz in kje je lik in prosim, naj tako ostane in tudi, ko enkrat dam tekst od sebe, jaz umrem, avtorja ni več in je samo še performance. Ok. Sorry. Sprejmem in ful dobro, zdi se mi super. Res nehvaležno biti avtor, ko te stalno ubijajo. Ok, v navezavi na to jezik, mogoče specifično za Gala in Manco, ne vem, mogoče ne toliko, mogoče se pa drugi tudi v to vključite, gotovo imate mnenje, ampak specifično pogovorni jezik in pisanje v nekem na videz sproščenem, spontanem jeziku, torej, če si to ti in povsem ti pišeš tako, kot govoriš, pišeš tako, kot govorijo ljudje v tvoji okolici, ne, mogoče v dramatiki to je tako malo drugače, ampak v poeziji pa to ni tako pogosto, ali pa ne še, recimo. Ne. In zdaj vprašanje, kako težko je kaj takega doseči in ali se vama zdi po eni strani, da vama uspeva in po drugi strani, ali je to dejansko resnično ali je to samo še ena plast nekega fejka. A je bolj resnično pisati pogovorno ali je to v resnici bolj sfejkano? Ja, če si Gorenc in pišeš v gorenščini, mislim, da je to iskreno, če tako govoriš. Je res, da pač se tudi, mislim, da sva Spijo govorila o tem v članku, da prehajamo sploh ljudje, ki živimo v Ljubljani in prehajamo iz Gorenjske, Štajerske, kjerkoli, ki ni Ljubljana ali pa v srednja Slovenija, se dogaja to, da si naglasno ful fluiden in se, ko prideš na Gorenjsko in si tam 5 dni, spet govoriš bolj gorenjsk, ker si v Ljubljani, začneš govoriti ljubljansk. In v bistvu se to tudi odraža konec koncev v tvojem pisanju. Meni se je zmeraj zdelo tako do neke mere umetno, pa tudi z urednico s Hano sva se pogovarjala dostikrat o tem, ker je velik del moje poezije ali pa pač mene kot taka je nastopanje. In pri nastopanju se mi zdi ful umetno, da bi govoril nekaj, kar ne pride iskreno iz mene, tako kot je zdaj to. Recimo, bi bila to pesem, kar govorim zdaj in bi bila tako napisana, kot sem to povedal. In sem se spraševala, ali napisati to tako ali ne napisati to tako, ker se mi zdi, da je osnovna tendenca itak, ker so vsi več ali manj pisali zelo korektno, jaz pač v neki, ne zdaj zborni slovenščini, ampak ali pa kjerkoli pač jeziku. V bistvu se bilo mogoče v štartu celo težje odmakniti od tega in mislim, prekiniti to navado, da pišeš korektno.
Ampak pa, kaj enkrat steče, je cool, pa se mi zdi tudi, da se navežem prej še na skupnost, se mi zdi, da Črna skrinjica kot avtorice in avtori Črne skrinjice, se mi zdi, da vsaj nekateri, no, zdaj se predvsem naslanjam na Pina Pograjca, dajemo ful več nekih teh specifik narečnih noter, vsaj kar je pač meni jasno, znano od zdaj aktualnih avtorjev. In to je meni osebno ful fajn, ker je drugače. Mislim, pa ni mi fajn zaradi tega, ampak tudi zato. Mogoče sploh ne bi temu rekel narečno, ampak preprosto živo. Da neka živost se mi zdi vedno bolj upisana v poetiko, nočem reči mlajše generacije, kaj sploh to pomeni, ampak ja, Črna skrinjica ima več tega. Ne? Torej, živost pa že neka performativnost je v samem tekstu tvojih še posebej, pa v tvoji knjigi še posebej, s kodami, ki te vodijo do zvočnih posnetkov in videov, kjer tudi ti sam bereš. Ne? Mogoče v redu, zato ker nekatere stvari, sploh tiste z roko, kot pravi Hana, so itak nečitljive. Ne? Ja, ne, sej to, mislim, da izhajamo ful iz Metelkove, iz Channela, iz Ignorov, avtorji Črne skrinjice predvsem in se po moje pozna to, da tam si dan na odru, imaš teh 7 minut in bereš svojo poezijo in če bo kaj smešnega, kaj zabavnega, če boš dober, bo pač vse cool folk se ti bo tudi smejal, če boš flopal, pač bo ponavadi tišina, tako da je ful iskren format. In tudi, kakor je zanj Anja Novak v Kranju rekla, fajn, da je v bistvu Dejan s tem prisilu pisati na čist drugačen način in dojemati poezijo in povezavo z gledališčem v poeziji na tak način. Zato se meni tudi zdi, zakaj ne bi jaz povezoval ostalih medijev oziroma pač iz raznih oblik, iz katerih se izhajam, od glasbe do likovne umetnosti / dizajna. Pač, mislim, da lahko sam enhance vse skupaj, minimalizem je to pač odstranjanje do tega, kar je najbolj essential in v tem primeru bi bil to minimalizem, čeprav maksimalistično izpade včasih ta forma. In zdaj si predstavljaj ta reveal, v resnici sem vprašanja poslal naprej. Nisem, vse je še vedno resnično. Manca, v dramatiki govorjeni jezik nareča, kako se to zapisuje, spontano ali z izjemnim trudom? Meni se je tudi precej težko bilo na začetku odmakniti od tega, da je treba pisati korektno, ampak v dramatiki, kjer je teoretično cilj, da ne samo, da ti to govoriš, ampak da to govorijo igralci, ki te mogoče niti ne poznajo in ne vejo, kako si mislil, da bi se kaj izgovorili, je še bolj ključno, da pač pišeš tako, pišeš v takem jeziku, kot si želiš, da bi to zazvenelo na odru, recimo. In še ta dodatna ovira je, da ne smeš, odvisno kakšne like pišeš seveda, ampak pač pišeš načeloma različne like in vsak lik mora drugače govoriti, ker če ne je malo težko slediti stvarem. In mora biti njihova govorica avtentična njim kot likom in se precej veliko dela je treba za to, da zveni vsaj približen avtentično govor likov v drami. Se mi zdi, da mogoče bolj kot v drugih, ne, lažem, never mind, ignorirajte me. Ampak bi pa rada povedala sam še zanimivo anekdotico ali nekaj. Spisala sem en tekst, ki se dogaja na Metelkovi in protagonisti so 16-letniki, najstniki. In vsi so mi ves čas govorili, koliko je super ta najstniški sleng in potem sem šla to uprizarjati s 16-letniki. In 16-letniki pol časa niso imeli pojma, kaj sem hotela povedati s stvarmi. Tako da je bil kar wake-up call, da bolj se moram pogovarjati z ljudmi, o katerih pišem. Čakaj, jezikovno? Ja, jezikovno. Ja, sleng. Ugotovila sem, da je sleng, ki se je meni zdel, to pa je zdajle, tukaj, je sleng, ki ga vsaj te 16-letniki, s katerimi sem pač delala predstavo, sploh niso poznali. Lanski sneg. Tako je.
Doroteja, si se ti kdaj ukvarjala s tem vprašanjem? Ne. Vse sem se, ja. Si se? Ja, ja, ja. Ja, pač saj zdaj, ne, ko tudi na grafite pišemo tekste, ja, vsak mora drugače pisati, ampak kaj, s čim? Z mladostniškim jezikom ali s čim specifično? Mislim, vprašanje si lahko poljubno interpretiraš, ampak mislil sem jezik. Ja, ja, ja. Ja, pač ne vem, mislim, pri ja je pomembno, ne. Pač jaz še iščem ta nek jezik, ki bi mi bil, mislim, zdi se mi tako, da sem začela z neko to pač čist, neko to, probala sem pač skozi to povzdigovati ta jezik, ne pa ga dajati malo više od sebe, ampak se mi zdi, da včasih ga moraš tudi malo metati okoli, da poveš, kaj hočeš ali pa misliš, pa je včasih bolj zabavno. Ne vem, no, se mi zdi, da je za Štajerce težje. Vse. Ker se mi zdi, da, mislim, ja, ampak bomo se borili dalje. Mislim, da si ravno ti napisala, da čutiš posebno odgovornost do besed. Ja, ja, ja. Zdaj te bom malo lovil na to, veš. Ja, sej je, ampak pač ja, sej čutim odgovornost, ne, to je zelo pomembno. Ampak pa dosti razmišljam o tem, samo mislim, ni pa nič narobe tudi, pač, ko pride to samo od sebe, ne, pa potem za nazaj analiziraš, ne. Mislim, itak je, ja, mislim, toliko misli pa ta, mislim, vsak od nas itak kreira svoj jezik s tem, ko ga že uporablja in pol pri samem ustvarjanju pa imaš še ti potem dodatno, tudi, mislim, tudi če je čist nezavedno ukvarjanje z jezikom, ja. No, zdaj, ko tako razmišljam, v bistvu, bi mogoče mogla več v štajerščini pisati, da bi, ker se mi zdi v bistvu, da so Prekmurci že na primer na boljši poziciji, ne, ker imajo že predstavnike, ki se za to pač, ki dosti uporabljajo, ne, za Štajerce pa se mi zdi, da je še vedno ful pase, pa, ja, mislim pase pač, da ne vem, če bi bilo, no, na isti način tako dobro sprejeto, da je to zdaj govorica mojega mesta, ne vem, ja. Ja, pa dobro, meni je že čisto hudo, če se v pesmi pojavi en Malečnik, ne? Ja. Ok, ampak zdaj dali ste mi misliti, glede jezika pa narečja, a je res tako, da neka stvar lahko ali pa mora biti interpretirana v smislu živega nastopa, točno tako, kot je bila napisana, ali bi Manca ti mogoče lahko malo to spustila, pa bi pač sam dala navodilo igralcem, napisano je v zbornem jeziku, ampak govori po svoje, recimo, ne vem. Mislim, absolutno se ne držim, se ne oklepam svojih besed, delajte z mojimi besedami, kar hočete. Fora je samo v tem, da sem že delala z igralci precej in vem, kako se igralci počutijo ponavadi, kadar dobijo zborno slovenščino. To zdaj govoriš kot kritičarka, ki se tako hoče zameriti svojim igralcem. Ne, absolutno ne. Imam rada vse igralce, s katerimi sem delala, samo čist iz tega pač težje jim je ponavadi vstopati v nek blazno, visoko napisan tekst in ponavadi se pač boljš počutijo, ko je malo bolj približano, no, recimo jim. Pa absolutno ne, mislim, se je že to, da ponavadi ne recimo v Ljubljani na odru igralci govorijo drugače, kot govorijo v Mariboru, IPD. Različni registri so, vsak proces interpretira, konec koncev bi interpretiral isti tekst drugače. Sam tako sem hotela povedati, da je pač boljš, če ni mogoče vsako besedo potem treba igralcu preoblikovati tako, da mu jo je lažje izgovoriti, ne vem. Pa tukaj
naj še povem, da večinoma delam z mladimi in amaterskimi igralci, da ne bo zvenelo, kot da ful kritiziram. Ok, z igralci se dobro razumeš, kaj pa z lektorji? Mislim, zelo pogosto moram jaz vskočiti kot lektorica, ker mislim, ljudje, procesi nimajo več denarja, da bi lektorje plačevali. To je kar slabo? Ja, zelo, strinjam se. To je kar slabo. Grozen je, To je kar grozen je. slabo. Sam žal je dejstvo in potem moram biti lektorica in potem se z lektorji odlično razumem ponavadi. Ena anekdota, meni je Jernej Županič, lektor Črne skrinjice, mi je v bistvu feedback na mojo zbirko je bil, ta tekst je toliko daleč od korektnega, da jaz v to ne bom posegal. Imam samo dve korekturci mehni, kaj bi lahko bilo drugače, ampak ne vem. Ja. To se mi zdi super, Jernej je the best lektor ravno zato, ker Res je vse super, to ja. razume. Ne? Ker razume, da ni njegova naloga, da tekst ukalupja, ampak da z njim sodeluje. Ne? Tako da vesel sem za tvojo dobro izkušnjo z Jernejem. Omenjali smo že različne izrazne oblike, različne forme. Mogoče še malo bolj direktno vprašanje za vse, čeprav, kaj pa vem, mogoče kritiki ste spet outsideri, redko slišim za kritika, ki je hkrati tudi v nekem bendu. Fajn bi bilo, pesniki pa pač ne, mi tak ste na odru in vam to mogoče ni toliko tuje. Ampak prehajanje med različnimi izraznimi sredstvi, to se tudi vedno znova pojavlja kot vprašanje. Zdi se mi cool, zdi se mi, da to pravzaprav sploh ni vprašanje, ker če je to vprašanje, potem to že sugerira, da je na tem nekaj čudnega, narobe, da spet ni dovolj po pravilih, ampak pač ne, itak. Si en ustvarjalec, nekaj daje še sebe in je če vseeno nastane to v obliki performansa, pesmi, videa ali pa komada. Ampak vseeno, pač tukaj smo zato, da se o tem pogovarjamo, mogoče malo o vaših izkušnjah z različnimi izraznimi oblikami. Kdo bi začel? Doroteja? Ja, pač, mislim, nekako se mi zdi, da že od začetka se mi je to nekako samoumevno zdelo, da, mislim, ja, sploh ne vem, neka med filmom pa poezijo se mi je zdela taka čist neka spontana povezava. Pa se mi zdi, da včasih pač, ja, da je ful fajn eksperimentirati tudi, ne vem, z dramskim besedilom, ki ga pol lahko daješ, ne, v različne stvari ali pa pač fotografija, ne, ker ti potem vsaka ta nova forma v bistvu lahko da novo interpretacijo, ne, ali pa ti čist neko novo sfero odpre, tako da, ja, pač se mi zdi to ful fajn. Pa tudi se mi zdi, da je to neka prednost prostora, v katerem mi delamo, ker v bistvu se mi zdi, da se lahko kar hitro pač se povežeš z ljudmi, ki delajo več stvari, pač poklicno in tudi tak. Pač se mi zdi, da so vsi malo multipraktiki za tak... Čakaj, kdo mi, kdo vsi? Ja, pač ne vem, slovenski umetniški prostor no ja, ne vem, pač se mi zdi, da je taki ful fluiden, pač ja, vsi delajo vse, ne, no... Hote ali pa po sili razmer. Ja, ampak ja, ampak se mi zdi to v bistvu ful taka pozitivna stvar, ne, zato ker ja, pač se, ne vem, tudi z drugih nekih oblik pa se ful naučiš za, ne vem, če pišeš pač poezijo, se z filma, na primer, ful stvari, ne, neke same montaže, lahko tam učiš, pa ti pol pomaga, ne, tako da, ja, se mi zdi to koristno in fajn. In plus. Gal, kako je pri tebi? Poezija, oblikovanje, dizajn. V bistvu dizajn je po mojem bolj vplival na način, na katerega pišem. Jaz sem se zmeraj spraševal, sploh zaradi tega, ker na pesniške večere noben ni hodil razen avtorji, več ali manj oziroma kolegi od avtorjev. In sem se skozi spraševal, kaj je ta ultimativna oblika poezije oziroma, ja, poezije in sem ugotovil, da je v bistvu to Oberkrajin, zato ker to je edino, kar premakne folk. Ampak kako bi naredil poezijo tako in sem pa začel zelo oblikovalsko po moje razmišljati o poeziji. Ne vem.
Zdi se mi, da če so tu pri tvoji knjigi, da gre mogoče za nek celostni pristop, da ne samo to, koliko eno vpliva na drugo, ampak vse skupaj pregneteno, vse skupaj premešano, hkrati se to poezijo posluša na posnetku, hkrati se jo bere, hkrati se jo opazuje, hkrati se jo pač gleda kot nek fizični, oprijemljivi, otipljivi predmet, kot neko obliko, kot neko oblikovanje, tako da tu vidimo mogoče neko celostnost. A vidiš tudi tako? Zihar je celostno. Mislim, celostna, zdaj, če bom rekel umetnina, bom dal neko lastno sodbo na to, ampak neko celostno delo pa zihar. In v bistvu vse je konec koncev v tem z namenom, prvič zato, ker se z vsem tem ukvarjam, od glasbe, fotografije, dizajna, poezije, in nikoli nisem tega dojemal zares ločeno, ampak kot to, kar podpira lahko eno drugo in doda nove nivoje branja, oziroma pač podpre to, kar je glavno v tem primeru, je to poezija. Mislim, kakor sem prej rekel, v bistvu je to tle vse z razlogom, z nalaž, ni v bistvu nekih naključij noter. Razen tiskarskih napak, ki so moja krivda spet, tako da... Čakaj, ravno zdaj je bila priložnost, da bi rekel, tudi to je bilo vse namenoma, to niso napake. Ne, seveda. Ja, no. Manca, tiskarske napake. Kako je pri tebi biti hkrati na odru in pod odrom, je najbrž samo dobro za to, da nekaj napišeš? Ja, gotovo. Tako, ne maram biti na odru. Nikoli nisem v noben projekt štartala z namenom, ok, na odru bi rada stala, razen v srednji šoli, to je bilo drugo. Ampak, od takrat dalje. Ampak se kar nekako vedno zgodi. In potem, informira, valjda, kako pišem. Mislim, se mi zdi, da lažje, drugače pišem z mislijo na to, nekako z doživeto izkušnjo tega, da moraš stati na odru in govoriti tekst nekoga drugega, mislim, ki ga je napisal nekdo drug, in imam potem, ko pišem, vedno v mislih, da živ človek bo moral povedati to. In se mi zdi, da to dela, upam, to, kar pišem, kaj boljšno. Moral bo imeti dovolj sape, ne sme biti preveč vejic, ne smejo biti predolgi stavki, ker pač to izdaja nekoga, ki ni v življenju še svojega lastnega teksta poskusil prebrati na glas. Vse to, recimo, pa še kaj drugega. Tako kot pri glasbi, nekdo napiše nek komad, neko melodijo, pa pozabi, da bo saksofonist, kar si mislim, da ti moral vmes tudi malo vdihniti. To je res in to sem jaz tudi skril zase sam, ker v bistvu v bendu in pojem in igram saksofon in pozabim, da ko pišem tekste, nabašam ful enih besed noter in izpade že na pol kot rap, čeprav nisem nikoli zares rap. Razen Slon in Sadež poslušal. Mislim, to je kar remek, slovenski rap. Ok, Klemen, ne pogovarjamo se v rapu, what the hell. Ampak pa bi pozabim, da moram špilati še naprej in v bistvu ni pauze za dihati. To je res, ja. Zdaj se trudim delati drugače, na podlagi te lastne izkušnje. Ampak mogoče fora, da tudi ne pišem za druge, pa se nikoli ne sprašujem o tem, bojo lahko to izvajali. Tudi mislim, da ne bi mogel zares pisati za druge. Torej imaš že med pisanjem v mislih ta performativni moment. Mogoče bo treba to prebrati na odru ali pa uporabiti za bend. Dostkrat sem ga, mislim, zmeram sem izhajal iz tega, se mi pa zadnje čase dogaja, da v bistvu, ko držim lastno zbirko v rokah na odru, ne vem, kaj brati in niti nobena pesem mi ne zveni več kot taka, da bi jo lahko javno oziroma na glas povedal. In mi je v bistvu skozi bolj čuden izvajati, ker sem v bistvu izhajam z tega, performirati lastne poezije. Ok, ampak kaj pa kritiki? Mogoče vam pomaga, nočem nič sugerirati, ampak mogoče je nekaj, s čimer lahko nadoknadite te različne pristope, pisanje o različnih vrstah umetnosti, o filmu in o literaturi,
o poeziji in o prozi, ne vem. Se vam zdi, da so to različna polja, ki se dobro prepletajo, ki se jih lotevate, ki bi se jih radi lotevali, ki se jih nočete? Ja, jaz sem najprej imela tako res straho spoštovanje do literarne kritike, ker se mi je zdel, ne vem, to moraš pa pol vse knjige prebrati, pa vse moraš biti na tekočem, da lahko pol se sploh pač odzoveš na neko stvar in napišeš nek tekst, ki bo stal in bo pač nekaj vreden. Ampak potem, ko sem se te lotila, sem videla, da so pač orodja v bistvu ista in da je to pač, ne vem, film je ves čas v dialogu z literaturo in obratno in z drugimi pač umetnostnimi zvrstmi in isto je pri kritiki in se mi zdi, da glih to, če se pač opogumaš, kakor v mojem primeru, da pač začneš pisati tudi literarno kritiko, vidiš, ok, kaj lahko kle zdaj, kar sem pri pisanju literarne kritike, ne vem, neka metoda, a ta lahko deluje tudi pri pisanju filmske kritike, ker jaz sem se vedno lotevala tako brez načrta, pri filmski kritiki in potem literarne kritike se pa zelo sistematično lotam in sem ugotovila, da lahko zdaj to tudi pri filmski kritiki uporabljam, kar je tako res veliko časa mi prehranilo pri pisanju naslednje filmske kritike, ker sem videla, ok, lahko se tega tudi sistematično lotam in ja, pač je lažje zdaj v bistvu na nek način. Je lažje ali si s tem nekaj izgubila? Mislim, meni se zdi, da vsaka kritika, ki jo napišem, je boljša kot prejšnja in da je res tle vaja dela mojstra, pač totalno velja. Tako da ja, mislim, da se ni zgubili nič, mogoče. Ja, ne vem, to bojo bralci povedali, ampak meni se zdi, da je šlo na boljšno. Ampak odkot to straho spoštovanje do literarne kritike? A filme si pa vse videla? Ne, itak da ne vseh, ampak je tako neka ljubezen, ki je že od pač, ne vem, od malih nog in je potem pač zaradi tega, ne vem, imam pregled nad tem, veliko bolj kot pač književnost, čeprav pač študiram primerjalno književnost, imam občutek, to je pa to, ne, da sploh ne morem vsega, ne, ampak sem pač, ja, zdaj v bistvu, ne vem, videla, da se ni treba toliko bati, da je treba iti pač pogumno in potem pride pač dober tekst ven, če se tega lotaš tako. A imaš občutek, da ta faks oziroma ta oddelek malo spodbuja to mišljenje? Da pač, če hočeš se s tem ukvarjati, pa moraš imeti vse prebrano, vse naštudirano, oziroma vidiš tam te profesorje, oni imajo tako vse prebrano, vse so prebrali, vse vejo. Mogoče bi rekla, da glih obratno, zaradi tega, ker pač vidiš, da tudi profesorje v bistvu, pač če se nekdo ukvarja, ne vem, z književnostjo 19. stoletja, potem ni nujno, da ga sploh zanima karkoli po letu 1900 in da sploh pač, ne vem, ga to toliko ne zanima, da pač nima tega v bistvu toliko pregledanega, tako da ja, v bistvu je bilo glih nasprotno, kakor bi si človek mislil. Si videl, da pač ni treba vse, če pač imaš neko nišo, ki te zanima, potem pač pej to in lahko veliko odkriješ. Kaj pa vi trije različni mediji, različne kritike, straho spoštovanje do literature in do kritike? Mislim, jaz nisem malo moraš biti razgledan, ampak je tako malo fleksibilno, niti treba vsega prebrati. Je pa recimo, lahko se specializiraš za en poseben žanr, recimo samo za znanstveno fantastiko, ki je tukaj v Sloveniji zelo zapostavljena, si res zasluži malo več pozornosti, tako da se lahko specializiraš na neke posebne žanre in včasih, če se čutiš malo bolj avanturističnega, lahko poskušaš iti še v katere druge literarne vode. Tako da nekako malo še spoznavaš druge žanre, druge svetove in s tem postaneš še malo bolj razgledan kot sicer. A te mika, da bi se kot kritik ukvarjal z znanstveno fantastiko? Se že. Tega kar primanjkuje, ne? Ja. Kot urednik edine literarne revije, literarne revije za znanstveno fantastiko v Sloveniji se mi zdi, da ne bi rekel, da je primanjkuje, ampak primanjkuje dobre slovenske znanstvene fantastike, ki ne bi bili prevodi. Okay. Na NMN hodiš? Ja, redno. In v kaj se oblečeš? V sebe. Okay. Še je tu kakšno mnenje, kritiško? Ja, jaz sem tudi imela malo zadržek pred pisanjem o dramatiki ali pa o poeziji, se še zmeraj ne bi čutila dovolj podkovano.
Ampak potem pa sem kar tako naenkrat stopila v to, ko mi je Pija rekla, da ni treba, da so podobni prijemi kot za pisanje o filmu ali pa za pisanje o prozi in me je zdaj to kar pomirilo, ko sem videla, da nimam sicer takega sistema, bi zelo rada izvedela to skrivnost, ampak sem pa malo bolj suverena ratala, ko sem videla, da se da tudi A hočeš vedeti skrivnost? Ja, prosim. Ni skrivnosti. Vsak ima svoj sistem. Okay. Ni pravil. A imaš ti kako Nekaj skrivnost? pravil je, ampak niso napisana. Mislim, kritiško. Ne, mislim, to je neka stvar, ki delam tudi kot novinarka na Radiu Študent, sem enkrat imela pogovor o tem, kako je kritika v resnici res trpeče opravilo, zaradi tega, ker ne vem, jaz čutim ful močno odgovornost do tega, kaj pišem. Je podoben način, kot je Iva rekla, da pač rabiš poznati kontekst časa, kontekst dela, kontekst vsega in potem še nekaj, ker kritika še zmeraj avtorski, subjektivni tekst in zbrati svojih misli in jih postaviti tako v neko jasno formo, ampak se mi zdi, da se itak tle vse prepleta. Gre se recimo večen glasbene kritike in literarne kritike in včasih lahko neke poglede na ritem popolnoma preneseš literaturo ali pa ne vem, neke filozofske ali pa sociološke teorije, ki si jih pobral na filofaksu ali pa kjerkoli. Vse se na koncu prepleta med sabo in se mi zdi, da če te zanima ena veja umetnosti, težko ne udrejo vse ostale noter, če se res hočeš poglobiti. Zato je tudi to tako naporno in tako hitro te zavre, da sploh ne pišeš zaradi vsega tega spektra, kaj vse obstaja, ampak na koncu je dobro, če nek časovni pritisk ali pa nekaj, da vse nastane tekst. Ja. Ja, pa jaz mislim, da je tudi dobro vodilo, da literarna kritika v primerjavi z poezijo ali pa prozo ima, bi rekel, morda je mogoče malo preveč formalistično razmišljanje, ampak se mi zdi, da ima nek namen, da ti pove, o čem govori eno delo in po mnenju kritika, ali je dobro ali ni. Seveda se lahko malo polepša. Meni so recimo najbolj ljube kritike, ki nekako ponašajo slog samega dela, recimo kritika napisana v verzih, take so mi recimo najbolj všeč. Take so, Kdo pa piše take kritike? v bistvu ne poznam nobenega taka. So eni taki osamljeni primeri, taki, posamezni kritiki, ki si občasno malo več upajo. Se mi pa zdi, da nekako je to dobro vodilo pri literarni kritiki, da skušaš bralcu povedati, zakaj je delo, kdo je avtor, o čem govori in na koncu, ali je vredno branja ali ne. In to narediš na čutno nazoren način, kaj ne? Vseeno razume, zakaj gre. Ok, apropo časovni pritisk, mislim, da smo tam. Čas je še za vprašanje iz publike. A se kdo pogumi? Prva vrsta. Tam so že bili neki komentarji. Prva vrsta na drugi strani. Izkušeni ljudje. Ok, ni vprašanj. Mogoče bodo kakšna padla kasneje, brez mikrofonov, v drugačni svetlobi, bodi si močnejši, bodi si šibkejši. Hvala vsem, da ste prišli poslušati, hvala vsem, ki ste se danes z mano pogovarjali in delili svoje skrivnosti. Počnite to še naprej, ustvarjate skupnost, vesel sem, da obstaja Mlado pero, vesel sem, da obstajajo vedno novi avtorji, pisci, kritiki, ki so pripravljeni pri tem sodelovati in da delo to podpira in da Pija to strumno vodi. Hvala lepa, lepo se imejte.